Naša sogovornica je pri podjetju Dom 365, za katerim stoji podjetnica Alenka Kramar, novembra lani naročila kuhinjo in plačala prvi obrok v višini 500 evrov. Potem me je ona sredi decembra klicala, da če bi lahko poplačala še preostanek. Sem rekla tako, da čisto v celoti ne bi, da sem pripravljena 600 evrov še dodatno plačati, če ji bo to dovolj. In potem je rekla, da ja. Dobavni rok se je iztekel v sredini januarja, takrat pa so se začeli prvi izgovori. Pa je rekla, joj, še nimam. Pol v enem mailu mi je napisala, kuhinja še ni pri nas, o dobavnem roku vas obvestimo kmalu. Pol leta pozneje naša sogovornica v kuhinji tako rekoč kampira. Me spominja, tako smo si mi tako pred prikolcov v tistem baldahinu sestavili nekaj tasga. Druga stranka Alenke Kramar ima podobno izkušnjo. Kuhinjo bi morala prejeti konec marca, namesto tega je dobila le telefonsko pojasnilo. Je rekla, da ona tega ni mogla, da ne more, sem rekla, da jo popolnoma razumem, pač pride pri poslovanju kaj vmes, ne. Zdaj pa jo pač prosim, če mi lahko denar normalno vrne. No in potem je ona rekla, da nima denarja, da se lahko sam še obesi, da ima sina bolanga, da je v polni komi, pa take stvari je govorila. Oškodovancev s podobno zgodbo je še več. Povezali so se na spletnih omrežjih in na pristojno policijsko upravo podali skupinsko kazensko ovadbo. To so nam potrdili tudi na policiji, kjer pravijo, da so v zvezi s tem prejeli več prijav in vodijo 2 predkazenska postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo. Vse skupaj, kar smo računali, je bilo čez 20 evrov na konto od parih oseb. V bistvu, tukaj smo poleg izlučili, ona še v aprilu ali kako nekako sprejemala te avance. Na našo prošnjo za izjavo se je pisno odzvala tudi Alenka Kramar, ki močno obžaluje neugoden razplet poslovanja. Dodaja, da je več let uspešno poslovala, zaradi nepredvidenih stroškov pa so nastale težave z likvidnostjo, zato je morala iti v osebni stečaj. Oškodovancem zdaj ne preostane drugega, kot da terjatve prijavijo v stečajno maso. Stečajni postopek se je s sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani začel 10. aprila. Ta stečaj je nekoliko neobičajen. Namreč upniki so predvsem kupci, kateri so naročili pohištvo, vendar na žalost tega pohištva niso prejeli, kljub temu, da so vplačali avanse. Skladno za določili ZFPIP se ti avansi tretirajo kot navadne terjatve, katere je potrebno v roku 3 mesecev od začetka stečajnega postopka prijaviti v stečajno maso. Ti postopki so dolgotrajni, v povprečju trajajo približno 3 leta. Vse kaže na to, da stečajna masa ne bo oblikovana oziroma bo oblikovana v zelo majhnem deležu, kar posledično pomeni, da upniki najbrž lahko upajo na zelo nizko poplačilo oziroma bodo ostali brez poplačila. Opeharjeni kupci so se po stečaju začeli obračati na osebo, ki želi ostati anonimna in je Alenki Kramar nekaj mesecev pomagala pri prodaji in izrisih kuhinj. 20. marca slišala, ona je meni povedala, da kuhinj žal ne more izdobaviti, da ima prevelike stroške, zakaj ne vem, karkoli, za vse druge informacije pa je na voljo njena odvetnica. Tudi sam se je zaradi vsega psihično zlomil, zaradi groženj in številnih klicev pa je moral zamenjati telefonsko številko. Videvam sam tudi, da denar ni šel v prave roke, torej proizvajalcev oziroma tam, kjer je pač nabavljala kuhinje. Tudi on aktivno sodeluje s policijo, z zadevo pa je seznanjen tudi tržni inšpektorat. Sicer pa je to že 5. podjetje, ki ga je od leta 1999 odprla in zaprla Alenka Kramar.